Poglejmo zdaj, kako je mladi par s pomočjo arhitektke iz manjšega stanovanja v Ljubljani ustvaril prostoren in udoben dom, poln elegantnih rešitev in premišljenih detajlov, ki ga povzdignejo v moderno in funkcionalno bivališče. No, če kaj, potem lege stanovanja ni bilo treba povzdigovati. Nahaja se namreč v 14. nadstropju nove stolpnice in temu primerno nudi tudi dih jemajoče razglede. Glavni izziv pri oblikovanju je bil ustvariti dovolj prostora za mladi par in njun način življenja, zlasti glede na to, da je osnovni prostor stanovanja enovit. Da so lahko umestili ločeno spalnico, so uporabili pregradno steno z drsnimi vrati. Pri iskanju prostora za shranjevanje so si pomagali z domiselnimi rešitvami. Zaradi betonskih sten niso mogli razpeljati kablov in cevi znotraj zidov, pa tudi za štirinožnega člana družine so uredili poseben kotiček. Stanovanje je bilo prvotno pravzaprav en sam velik prostor, kot da spalnica niti ni bila predvidena. Ko ste se srečali z naročnikoma, kaj sta že vedela, kaj sta hotela in česa zagotovo ne? Spomnim se, da smo klepetali o tem, ali sploh se da ta prostor razdeliti, je pojstvo, se da tako umestiti, kam drugače skrivamo, je mogoče damo celo v omaro, klasika, ne pa potem dol. Ker se je to dalo v ta prostor umestiti, je potem jasno, da je pomembna kuhinja, tako je povezana z jedilnico in seveda tudi spanje, ne? Da je res pojsla udobna stvar. Ja, stanovanje je v resnici en prostor, osnovni, in ima 55 kvadratov, s terasama vred 75. Obe dve sta orientirani na ta vzhodni del, kjer je ven iz kuhinje izhod, pa ven iz jedilnice. Ta mala terasca je bolj tako, da spijemo eno kavico, medtem ko ta velika pa že omogoča tudi en tak lounge, da si daš eno sedežno garnituro in uživaš skozi stekleno ograjo v pogledu naprej skozi Ljubljano. Patricija in Matic sta sicer sprva razmišljala o tem, da bi postavila hišo nekje v naravi. Z arhitektko so izdelali celoten projekt in celo pridobili gradbeno dovoljenje, a sta si premislila in se odločila za novo stanovanje v Ljubljani. S hodnika vstopimo kar naravnost v kuhinjo, a drobnega ljubkega detajla na desni vendarle ne moremo spregledati. Kdo si je izmislil te ptičke? Bom rekla, da jaz upam, da Patricija potrdi, ker preveč projektov, da bi točno vedela, kaj vse, ampak načeloma ideja je bila osnova tapeta, ki gre skozi vogal, torej najlepše izpade tapete, ki grejo čez vogal, zaradi tega, da se motiv prenaša iz ene stene na drugo, iz enega prostora v drugega, in ker smo iskali tak naraven črno-bel motiv, sem takoj videla, da mora biti to nekaj z naravo in seveda ptički leseni, ker je nekaj seveda tudi lesenih detajlov, so top stvar, da so se usedli na te vejice. Črna kuhinja je v resnici zelo elegantna. In če imaš prostor, kjer je dovolj svetlobe, kakor ta prostor ima, greš seveda komot s temno kuhinjo, še najlepše dejansko s črno, ker je to elegantna barva. Ker sta tudi oba dva zelo kuharja, sploh Matic, je potem ideja bila, da seveda kuhinja ne more biti nekaj malega in ima kuhinja kar velik prostor. Meni je bilo najbolj pomembno, da imam veliko delovne površine, da se lahko gibaš. In pa ena takšna zadeva, torej prej, ko sva bila v najemniškem stanovanju, sva imela to kuhalno ploščo res miniaturno in tukaj sem potem rekel, želim normalno, dajmo tako reči, normalno kuhališče, dobro pečico in ja, to je bilo večinoma to, pa tudi dizajnersko zgleda. Vedela sva, da nisva vedela, ali bo že pred, se pravi, urejenim stanovanjem ali potem, da bo prišel psiček. Sicer je psička Aqua in vedela sva, da bo manjše rasti, tako da smo rekli, da nek svoj kotiček mora imeti, ker tako kot imamo ljudje radi svoj mir in se umaknemo, enako je pri psih. Tako da ja, sva imela v mislih nek prostorček, tudi recimo, ko ne bo več imela boksa, da ima svojo blazinco, kjer je v bistvu zavarovana z vseh strani in potem ona tam lepo počiva. Tako da to je bila neka glavna misel pa vodilo pri ideji o tem, kako bo bival novi sočlan v najinem stanovanju. Tle je njen prostorček in hkrati imamo obenem še shranjevalni prostor po celotnem volumnu pod posteljo. Hkrati je to tudi funkcionira kot sedež, lahko se obuješ, oblečeš dodatno in imaš zraven še delovni prostor, kjer z mizo, ki gre gor in dol, nudimo tudi ergonomskost tega mikromajhnega prostora, ki ima v resnici vse.
In še več o domiselnih rešitvah, kje vse so našli prostor za shranjevanje. Shranjevalne površine ste morali najti kjerkoli. Ja, to je žar teh malih projektov, ki te res pogreje pri srcu. Ne? Ena taka je, da nimamo prave garderobe in imamo ene minimalne prostore za shranjevanje čevljev takoj pri vhodu, ker drugega ni. Potem imamo ogledalo, ki nam skrije vse električne zadeve, da seveda ne gledamo tako, ker res ne bi gledali. In takoj naprej ptičke, na katere lahko gostje obesijo svoje oblačila. Na študiranih položajih. Tako. Skrivna zgodba je še v kuhinji vogalni del namenjen manjši vinski vitrini, tako je tudi blizu jedilnice, da lahko postrežeš goste direkt, niti ne rabiš dobro stopiti v kuhinjo. Zelo dobro. Že tukaj se veliko dogaja. Ja. Kopalnica nima klasičnih razporeditev po pultu, ampak je to vse pospravljeno noter, predal se odpre od spodaj, vse je noter pospravljeno. S temi predali rešujemo veliko teh volumnov, recimo na drugi strani, kjer imamo utility priročen, smo si zamislili seveda 3 predale, eden je za črno perilo, eden je za belo in zadnji spodaj je zamešano. Ko je predal poln, je točno takšnega volumna, grejo obleke v stroj. V kopalnici je tudi nevsakdanji del opreme. Točno to je v bistvu cilj, kaj smo želela doseči v najinem stanovanju z detajli zelene barve. Se pravi, je bila, da želim imeti kjerkoli v stanovanju ali hiši mah. Zelena je še slika v dnevni sobi, pa potem kakšni polštri in pa vzglavje v spalnici. Vzglavje v spalnici je en večji dodatek estetski, ki je zelen, druge smo to postavili bolj subtilno, ker tudi v dnevnih prostorih je ogromno ostalih barv, ki jih ne smemo zasenčiti. In zato smo se potem odločili tudi, da sliko v dnevni sobi narediva malce drugačno, ni klasična slika, ampak gre v bistvu za teksturno pasto, ki je nanešena na platno. Je v enako zeleno-belih odtenkih, ravno zaradi tega, da spet poudarjamo zelenost v prostoru. Avtorica slike pa je Danaja Padovac, naša zelo priznana slikarka. Takoj, ko smo jo kontaktirala, je bila za in brez težav je naredila fenomenalno sliko, ki nam je bila takoj všeč, ko smo jo videla v živo. Zanimalo nas je, ali sta Patricija in Matic uskladila svoje želje, ki sta jih zaupala arhitektki. Pa mislim, da smo večino stvari, kar v bistvu neke kompromise našla, imamo zelo podoben okus, tako da že to je veliko v pomoč. Ideje mogoče so na začetku bile bolj na ženski strani, ampak smo tako naredile, da je potem v bistvu tudi Matico bilo všeč. Seveda se pa na koncu sklepajo kompromisi. Recimo Patricija si želela make-up mizo, make-up kotiček, jaz sem si želel mogoče kakšen prostor za Lego kocke, kot je bil recimo tudi bar. Tako da mislim, da na koncu se je vse poravnalo in sva oba dva dobila, kar sva si v bistvu želela.